zmagovalka prvega fotomaratona v Sloveniji v Mariboru. Ste pričakovali zmago? Ne, niti približno nisem pričakovala in sem zdaj res zelo presenečena. No. V bistvu me ful v želodcu stiska od vsega skupaj, tako da je res zelo lep občutek, je pa popolnoma nepričakovan. Je bilo težko zbrati teh 12 motivov? Zelo težko. Jaz mislim, da sem jih izbirala izmed 600 in 700, jih je potem ostalo 12, tako da naloga ni bila lahka. Teme so bile zelo zahtevne, v bistvu sem pa jaz ugotovila, da so bile najbolj zahtevne tiste, ki so se zdele najlažje. Pri tistih sem se najbolj lovila. Ste si imeli priložnost ogledati kaj fotografij, so z njimi povezana kakšna čustva? Ja, nekaj spominov ali pa mariborsko trinko prav gotovo tukaj lahko opazimo in sem zelo vesel, da so posledice Evropske prestolnice kulture jasne in vidne. Prav ta fotomaraton je tisti, ki je tudi nekaj utrinkov življenja in vsakodnevnega dogajanja v mestu zaznal in tukaj na stenah ali pa skozi avtorje, ki so gledali skozi objektiv, lahko opazimo. In to gre za veliko priznanje organizatorjev, predvsem pa sem vesel, da je prvi maraton bil v Mariboru. Tudi prihodnje leto so že načrti, ko bo Maribor Evropska prestolnica mladih. Ste videli, koliko mladih fotografov je bilo na tem prvem fotomaratonu, oziroma koliko mladih se udeležuje letnih šol, fotografskih šol ali pa tečajev. Prav gotovo je prav, da mladi začutijo tudi priložnost, predvsem pa, da iščejo skozi objektiv tisto, kar želijo spraviti včasih na film, danes pa na kartico, digitalna kartica. Težko je pravzaprav opisati vse to, kako je s tem odzivom, ki je bil že na fotomaratonu in potem še danes na sklepnem dejanju, kako je poplačan ves ta trud, ki smo ga organizatorji vložili v to prireditev, ki smo pravzaprav želeli pripeljati Slovenijo, želeli smo približati ljudem, želeli smo predstaviti vsem ljubiteljskim fotografom in mislim, da nam je to odlično uspelo. Dejali ste že, da je bila količina fotografij, se pravi kvantiteta zelo velika, kaj pa kvaliteta? Morda bi morali člani žirije, člani strokovne žirije pravzaprav odgovoriti na to vprašanje, ampak če sem jaz, tako ko sem nekajkrat se sprehodil skozi vse fotografije, moram reči, da je med ogromno prispelimi fotografijami tudi veliko res dobrih izdelkov. Predvsem nas veseli, da je bil izjemno dober odziv mladih udeležencev in da so njihova dela pravzaprav tudi tako obetavna in pravzaprav že zdaj na nek način dosega, v nekih pogledih celo presegajo dela odraslih udeležencev fotomaratona. Moram reči, da mislim, da to odlično izhodišče za fotomaraton v Sloveniji tudi za vnaprej. Kako sicer izgleda vaš vsak dan, kako pogosto poprimete za aparat, pritisnete sprožilec? Premalokrat, zato ker imam toliko obveznosti, da za fotografijo žal imam premalo časa trenutno, drugače pa poučujem v osnovni šoli, tako da se večinoma ukvarjam s tem. Kako pogosto župan Maribora prime za fotoaparat? Glede na to, da sem lovec in da hodim dosti po naravi, ni glih fotoaparat, je pa iPhone, ki ga spretno uporabljam tudi za fotografiranje. Vaš star aparat tudi ni tako star, sedaj seveda ga boste zamenjali z novejšim ali kaj boste naredili? Oba bom uporabljala, zato ker s tistem sem na vse zadnje zmagala, ta je pa nova pridobitev, tako da ostaneta oba. Moram reči, da imamo želje že prihodnjo leto spomladi priti v Ljubljano in potem naprej v septembra organizirati dogodek v Mariboru in pač preprosto želimo si, da bomo se čez 20, čez 30 let pogovarjali o tem prvem fotomaratonu, ampak seveda to na 20. oziroma 30. fotomaratonu.